Lepo pozdravljeni v oddaji Ekskluzivno skali. Danes imam 3 fantastične goste in razbijali bomo mite na zelo simpatičen način. Z nami je pevka Maja Založnik, z nami je Anita Rehar, ki je intuitivna terapevtka in seveda človek mnogih talentov in glasbenik Božidar Wolf. Živo, lep pozdrav vsem. Zdravo. Smo pripravljeni razbijati mite? Pa dajmo. Pa dajmo. Eden izmed tistih, ki ali držijo pa ne držijo, da so moški bolj samozavestni, ženske so pa bolj vzdržljive. Bolj ti kot moški? Definitivno bolj vzdržljive kot moški. Kar se tiče pa naše samozavesti, kaj pa vem, mislim, da ne drži čistočno. No. Nismo toliko, kot ženske ste nekaj bolj pri sebi. Jaz mislim, da smo ženske kar precej samozavestne in nekako smo rade v ospredju, zdaj moški pa nas nekako bolj sledijo. Bi se strinjal, ja, ne? Se strinjam. Tako da smo tiste, ki nekako držimo vse vajeti v rokah. No. Ampak so pa najdejo tudi moški, ki so nekako želijo operirati ženskam oziroma biti bolj v ospredju od njih. No. Tako se meni zdi. Kaj pa pravi recimo stroka strokovnega pogleda, če gledamo? Se bom kar strinjala z Majo. V novi dobi je dejansko tako prišlo, da ženske že smo v vodilnem, tistem nekem ospredju alfe in smo vzdržljivejše in tako rekoč tudi vztrajnejše, bom rekla, a ne? In tudi iznajdljivost in vse to, tako da moški skoraj malo težje tu parirajo, da je malo to prišlo do malo neravnovesja, bom rekla, v tem odnosu moški-ženska. Ja, moški počasi odraščamo. Ne? Ja, Počasi, ampak jaz sem že skoraj odrastel. Sigurno ste gotovili, da danes govorimo o samozavesti, o samopodobi, na to se bomo nanašali, mogoče nas bo tudi odneslo kam drugam, nikoli se ne ve, sploh v moji oddaji, ne. Ker se navežemo mogoče malo na samopodobo, pa ženske. Mogoče je težko, ko se ženske staramo, kaj je s to samopodobo? A je ženske strah, da jim bojo pa zdaj leta kar odnesla to samopodobo, lepoto? Kar izvoli. Jaz mislim, da ženske mogoče pretiravate v tem, ne? Ker lepota ni samo v izgledu in tako naprej. Zame je lepota v srcu, v obnašanju in vseh teh stvareh. Ne? Tako da ne rabite biti toliko skeptični v tem. Ne? Kako lepo je povedal. 10 Tako točk. je, jaz bi tudi rekla, ne, da vsaka gubica, ki se pojavi, je dejansko odraz našega življenja. Če ni gubic, ni življenja. In jaz osebno sem zelo ponosna na svoje gubice, ker to pomeni, da sem izkusila življenje, da sem šla po neki poti, tako da je to dobrobitno. To je sam tisti cikl življenja kot takšnega, od rojstva pa do konca. Ja, jaz bi tudi nekaj rekla v tej smeri. Ni zastonj tale rek, če bi pri 30-ih imela to pamet, kot zdaj pri 40-ih v določenih segmentih, primerih, no, v glavnem, jaz mislim, da zdaj recimo pri letošnjem jubileju 40 se počutim boljše kot 10-20 let nazaj in tudi vsaka gubica, ki je na meni, ima nek vsak namen, no, ima namen. Piše zgodovino. Tako piše zgodovino. Kaj vse sem dala življenje skozi in ja. Da se navežem na tole, jaz se spomnim, ko smo hodili, ne vem, v srednjo šolo, pa sem zdelo, da imamo velike riti, pa smo si zavezvali, ne vem, je to bilo pa tudi, smo si zavezvali neke polovarje čez zadnjico. Zdaj pa živimo 20 let, rečemo potem, 15-20, je pa čist nek drug trend, zdaj imamo pa vse premale, a ne, ta zadnje. Tle se ne bi glih strinjal, no. Sorry. Jaz mislim, da je vse preveč teh prevelikih ritijev, ampak dobro. Pač to je ena fake samozavest, ki jo nekatere ženske nosijo, sploh te mlade. In tudi, če gledamo to industrijo modno, ne, oni so šli čisto ta trend, prodajajo te trenirke, glorified, ne, kao so lepe, pa ne vem ko. Če že imaš rito, ne nos tega, ne. Ja, res je. Nekako si to drugače poštimi, ne. Pa kako moški doživljate te velike zadnjice? A vam je to všeč ali ne? Jaz poznam ogromno ljudi, ki uživajo v tem, jaz osebno, ne. Smo pred suhice, take smo jih včasih, ko sem gor rastel, ne. Ampak to je čist, jaz mislim, da je to čisto oseben, ne, okus. Definitivno se ne strinjam, da so vzele to pot v smislu, se dobro zgledam, kao sem samozavestna, tudi če imam to, pa le 5 malo telovaditi, pa mačken se zrihti. Mislim, tako, v
tem smislu. Maja, ti kot zdravica, Ja. kaj ti misliš? Ja, meni se zdi, mislim, tudi jaz sem bila bolj obilna punca, ne vem, leto pa pol, 2 leti nazaj sem začela z Kalino pomočjo delati na sebi in tudi 16 kg sem skušala in se počutim fenomenalno. Včasih pa nisem tega videla, da bi zdaj mogla, tako kot si rekel, telovaditi pa nekaj narediti za sebe, ker sem se res počutila samozavestno in tudi doma so me učili, da naj se počutim samozavestno z vsemi kilami, ki jih nosim. Ne. To skoraj ne morem verjeti, ampak Ampak nisi se pa dobro s tem počutila? Nisem se pa v enem momentu res dobro počutila in sem nekako prišla na dno in sem rekla, da moram nekaj spremeniti, ker če ne bom jaz v redu, ne bo moja hči v redu, moj partner, nič ne bo v redu, nič ne bo štimalo doma. In sem tako srečna, da sem ta korak naredila in se mi zdi, da bi mogli mlajše tudi bolj o tem ozavestiti, dajte nekaj narediti za sebe, idite v naravo, da boste se dobro počutili. Prehrana pa največ šteje. Ne. Prehrana 80% in pa malo še pomigamo in smo tam. Anita, mogoče iz tvoje strani, so ti trendi, ne vem, Kardashiani in podobni, zelo naredili slabo samopodobo, se pravi naši, mi smo vsi tle starši, pa vidva imate že vnuke, se pravi generacijam, ki prihajajo za nami, da so zdaj bolj manj samozavestni zaradi tega, pa da imajo veliko slabšo samopodobo. Ja, se strinjam definitivno zaradi tega, ker zgubijo samega sebe. Recimo v našem času, ko smo mi bili najstniki, mi nismo imeli interneta, imeli smo tiste revije, Bravo, pa kaj vem kaj še vse, pa Popcorn, pa to in smo pač skozi tisto neke svoje idole tam imeli, pripopane na steno in si pač pel, pa se oblekel malo, ampak to je bilo prehodnega značaja. Danes ti naši otroci imajo preko spleta možnost živeti skozi njihovo življenje, ko gledajo vse tiste njihove oddaje. Oni se tako vživijo, njih tako not potegne, da niti sami ne vedo kdaj. In avtomatsko začno živeti njihovo življenje, kar ni realnost. Ni realnost. In tukaj bi položila staršem na srce, da so malo bolj previdni, kaj otročki delajo, koliko časa preživijo za temi ekrani, ker to ni zdravo. Ker ko se potem otroci tam pri 20, 22 začno zavedati, da pa seveda življenje ni neka pravljica, nek mehurček, ker čudežno poči ta mehurček, takrat pa doživijo šok, polom, notranji polom in začno iskati samega sebe, ker samopodoba je nekaj, kar se gradi v osnovni matični celici, to je primarna družina in to do 6. leta. Do 6. leta otroci dobijo na samopodobi. Jaz verjamem, da se starši trudijo po svojih najboljših močeh, vendar pa ko otrok, tudi, da je to otrok, ki je malo bolj samoiniciativen, bolj trmaste narave, je vseeno potrebno, da še stojimo tu zraven, pa ga malo usmerjamo, ker to ni življenje. Kaj si rekla, da starši, pač starši smo tle, moramo vplivati na to, ampak meni se včasih zdi, kako v tem svetu, ne vem, če se lahko tako izrazim, ker je dosti stvari fake, pa so filtri, pa retuširanje, pa tako, kako mi kot starši sploh lahko vplivamo na vzgojo našega otroka, po drugi strani so pa tam njegovi sovrstniki, hodijo v šolo, internet in podobne zadeve. Jaz mislim, da moraš otroka, saj jaz sem tako delal, da mu moraš povedati vse, kar pač misliš, da je prav. Otroci poslušajo, generalno poslušajo, pride sigurno en moment, ki se malo polomijo, pa grejo mogoče malo levo, namesto desno, ampak dokler imajo to v glavi, tisto neko prav, informacijo, jaz mislim, da pol in pride in potegne, ker se pred nečem pač zaustavijo, pa niso sigurni, pa pridejo nazaj, pa poberejo tiste informacije ven. Večji problem, jaz mislim, da je pri tej zadevi v tem času je to, da včasih, ko smo mi rastli gor, vsi si pobarvali lase, jaz sem bil prvi, ki sem si jih barval, prvi sem imel križ v Sloveniji, veš, pa tako, To je bila naša tista identiteta in je bila tista zdrava in je prišla ven iz tiste samozavesti, ker jaz sem jo vedno imel in mi glasbeniki recimo imamo zelo močno in naša samopodoba je avtomatsko prišla skozi to ven. Te otroci, ki pa pridejo, imajo pa en velik problem, ker zdaj se spremenijo, ni več poti nazaj, ker ti, ko spremeniš, ko si narediš račko, ko si obraz potegneš in to, zdaj pa ni poti nazaj. In ti ne moreš najti samo zavesti nič,
ker te bo samo naprej gnal, da boš se izboljšval, ker sploh ne vidijo problema. Ne? In tukaj je večji problem. Mi smo lahko samo barvo novo zamenjali, pa smo šli naprej. Ne? Te pa ne, to je pa konc. Včasih je bilo malo drugače, da si dal pirse, barvo in tako. Kaj pa recimo na drugi strani, smo rekli vpliv staršev, ampak jaz mislim, da ta vpliv, socializacija, se pravi vpliv prijateljev, medijev, je ekstremno močen in mlada glava, ki še pa se pravi ljudje, mladi ljudje niso zgrajeni kot osebnost, hitro padejo pod ta vpliv. Hočejo slediti nekim trendom, hočejo biti v stiku s trendi, če lahko temu rečem, in kopirajo vse možno, kaj je na internetu, v medijih, ali pa da se tudi kako bi rekla, pokažejo pred svojimi prijatelji, da so, jaz pa sem nekaj. Pa da vejo, da poznajo situacijo. Da tudi poznajo in pač se naprej mečejo, če lahko rečem tako po domačeno. A lahko zaradi vsega tega, kar se dogaja, rečemo, da se mogoče avtentičnost razblinja, je ni več. Da je čim manj avtentičnih ljudi, ali pa če rečemo, te dve pa zgledate enako, ker imate enakega, ne vem, lepotnega kirurga. Se pravi, vsi sledijo nekim trendom, kot smo rekli, na drugi strani pa se izgublja mogoče avtentičnost, da smo ljudje drugačni. Jaz bi to rekla, da je to samo zunanjost, ker bistvena podoba je pa notranja podoba vsakega posameznika, ki je individuum, ko nihče ne more biti enak drugemu, lahko smo si podobni, enaki pa ne. Tako da vse to, kar navzven delajo te plastične različne opcije, to je samo fake, če lahko rečem tako, ki je minljiv. Ja, minljiv. Jaz smo eno zgodbo, recimo, skozi mojega zeta v Ameriki. On je bil tak suhec mali, ki je rastel gora. Igral ti saksofon v tem big bandu šolskem in tako. In je zrasel enega ogromnega lepoca, veš, tip je res lep. Ampak on, ki se v špegel gleda, on je še vedno ti suhec. Se pravi, nima veze, ko ti vse zase narediš, ampak v njegovi glavi je on še zmer čist enak, kaj je bil. In tukaj je, ta zunanja podoba je mogoče navidezno fajn. Skrivljena. Te ljudje opazijo na drug način hitreje mogoče, ampak dolgoročno si pa še zmer v sebi čist enak človek in samozavest je velika problematika. Ti si živel v Ameriki dolgo časa, Erika, se vrej pogovarjali za Nito, prihaja k nam in je v bistvu že tukaj, ampak kako recimo Miami, Florida, tam si živel in tam je, se mi zdi, kar tista stičišče, ona točka, ker so vsi podobni. Tam noben ne ve, kaj hoče dejansko. No, to me je zanimalo, kako je res tam? Veš kaj, vsi stremijo za cashom, cash je glavna gonilna sila in ker te to goni, ti nimaš niti veselja, niti ne najdeš ljubezni, niti nič. Si pijan pol časa ali pa zadet in tako tam živijo. To je generalno ta ena nit, ki se tam pojavlja, nadrogirani ljudje, veliko casha moš imeti, važno, da je Lamborghini najdeš, pa se lahko z njim peleš in to jim je to. A lahko govorimo mogoče o labilnosti? Povezani z slabo samopodobo? Ne, jaz mislim, da te otroci hočejo živeti na hiter, hočejo dobiti vse, živeti mogočno, vse veš, tako kot kriptovalute kupujejo, vsi mislijo, da bodo milijonarji. Pač tako je to. Nič ne pomaga. Kot neka tekmovalnost. Ja, tekmojo sami sabo. In pa so razočarani, recimo tako, kot v Los Angelesu, ki grejo vse lepotice Amerike tja, pete mrata, vse ostalo ostanejo pa na koncu v Las Vegasu in se prodajajo. In to je čista resnica tega. Kako zgradi dobro samopodobo? Z iskrenostjo do sebe. Zdaj, če je v tisti zdravi celici, se pravi v otroštvu do 6. leta otrok imel iskrenost, potem bo toliko lažje tudi našel zopet sam sebe nazaj, ko se bo zavedal, da ga je družba malo obrnila, malo potegnila levo, desno, lažje pride do sebe. Če pa tak otrok ni imel v otroštvu tiste zdrave samopodobe, zdrave iskrenosti, je pa delo na sebi toliko težje. Tukaj pa res potem je potrebna vztrajnost in totalni, popolni remont od tu pa do prsta na nogi v kompletu. Včasih je pa pozno, ne? Ja, tudi to. Maja ima punčko, jaz imam fantka, a se drugače gradi, dela, vzgaja? Tako, za fantke je zelo pomembno, da do 6. leta dobijo občutek, da jih nekdo potrebuje. S tem se pri moškemu razvije občutek za odgovornost in
fajn je potem, ker lahko zdravo zraste. Punčke pa potrebujejo občutek, da so ljubljene. In to sta dva segmenta, ki sta ključnega pomena pri otrocih. Kako ti vzgajaš Arven? Arven... Mama, vem, da je tebe zelo lepo vzgajala. Ja, zelo. Res ti je pomagala pri tej gradnji tvoje dobre samopodobe in tudi se tebe res vidi, ko stopiš na oder, si samozavestna in tukaj si se borila s kilogrami. Se je to videlo, čeprav noter se nisi čisto dobro počutila, ampak vseeno zaradi te dobre samopodobe, ki ti jo je mama zgradila, si vseeno suvereno stopila na oder, zdaj pa ti imaš punčko, ne? Ja, jaz Arven dajem jo vsako jutro, ko se zbudiva, se cartava in povem, da jo imam rada vsak dan, da je najlepša na svetu, da je moj zaklad in vedno ji dam to vrednost, da se počuti ljubljeno. Odlično. Da jo imava oba s partnerjem rada. Je pa glih se rodila v času korone, ko so bili vsi doma in je bila tako srečna, ker sva se oba zjutraj zbujala ob njej. Se mi zdi, da je to kar veliko otehtalo pri nekaterih družinah, ko nista partnerja oba skupaj, ne zaradi službe, kakorkoli. Ja, in ji dam nekako to vrednost. Tako je meni tudi mami moja celo življenje dala, še dan danes. Prav me je, včeraj sva bile obe malo nervozni in me danes pokliče, se veš, da nisem tako mislila, se veš, da te imam najraje na svetu. In tudi jaz to dajem. Anita, kdaj je lahko pa preveč? Ne vem, preveč ljubezni, preveč cartanja, preveč reči potrebujem te. Tanka je meja. Tanka je meja od ljubezni do posesivnosti, rečemo tako, ne? Tu moramo opazovati otroka. Otroci so zelo različni. Eni rabijo ogromno, drugi spet ne toliko. In ko vidimo, da se otrok začne malo nazaj pomikati, ne, se pravi, to je že njemu malo več, takrat tudi mi malo stopimo nazaj, pa zreduciramo to dajanje ljubezni in objemanja in tega. To se tudi gre dejansko po segmentih odraščanja. Saj vemo, ko so to majčkene bubike, koliko se rade cartajo, koliko so najstniki, pol jim je že to malo tako, ne pusti me, zdaj zdaj tu. Dej mami, daj, kako si tečna mi je. Včasih sem rekla, včasih sino pa daj mi objemček. Ja, dobro, ne. Sej je car, sej je lušn, ja, ampak... Ja, to je to. Ampak, in to pač starši moramo sprejeti, ne smemo biti užaljeni pol zaradi tega, ne. Sodelovanje med starši in otroci je ključnega pomena. Sploh v zgodnih letih. Tako, če zamudiš tisti vlak, adijo. Nimaš šans več popravljati. Vidva imata tudi že vnuke, a ne? Že? A je drugače, ko vzgajaš otroka, pa recimo vnuke? A je tako, ker rečeš, to se sem zafuril pri svojem otroku, no, ok, zdaj pa pri vnuku pa ne bom zdaj stvari mogoče malo drugače. Ne, sem se odselil. Tudi to je en izmed. Ampak ne zaradi vnukov, no. Ker jaz imam vred otroke, red imam vse to, cel življenje. Odgovornost. Ne, jaz sem pač hčerka jokala sva 3 ure, ko sem objavil, da grem. Jaz sem rekel, ljubica, pripeljal sem te do tja, ker imaš vse, hišo, imaš vse. Jaz imam pa še svoje življenje za živeti in ga nisem videl tam, pač z ženo, smo pa na drugih poteh, sva pa super frenda, ostala in vse to. No, ampak, ker se otrok tiče, se zdaj mogoče celo bolj vidim z njimi, sicer na kameri, ne, ampak vse obvladajo. Hej, deda, pa že gremo, ne. In se igramo tako čez, pa mi dajo razne igrice, se gremo čez telefon, ampak smo skozi aktivni, ne. In letos se gremo obiskat, pa se bomo spet fajn imeli. Otroci so super. Ampak drugače se najbrž, kot se pravi, svoji otroci pa vnuki drugače najbrž. Ja, ker enostavno nimaš več, igra se z njim, razvajaš jih, ko pravimo, pa greš, ne. Ja, ker ko imaš otroke, to je odgovornost. Ti si odgovoren za njih, ti si odgovoren za vzgojo, to je vse pogojeno in to in ono je treba. Pri vnukih tega ni. Vnuke imaš čist brezpogojno samo rad. Sproščeno. Tako, ono na easy, lepo prideš, se poigraš, se pocrkljaš, jim dovoliš tudi tisto, kar svojim nisi, ker pač se bodo starši z njimi ukvarjali. Tako, ja, in to je to. Glede na to, da sta oba estradnika, ti si sicer rekel, da smo samozavestni, imamo dobro samopodobo, ko stopimo noter, jaz pa glede na to, da imam 22 let izkušenj kot PR-ovka, delam z res slavnimi ljudmi po celem svetu, imam pa večkrat ravno tako, da dajejo navzven to
smo samozavestni, a ne, smo tako, ampak v resnici so pa ljudje kar dosti hendikepirani v show biznisu, v smislu, da pa rabijo skozi neke potrditve, da se čutijo, da niso dovolj vredni in da nimajo tako dobro zgrajene samopodobe, kot mi vidimo navzven. Ja, čisto zato, ker so jo zgradili na podlagi nekih trendov, ne? A veš, tako kot glasbo, recimo slovensko, ne? Imaš ti ene super pevce, te mlade, ki so res dobro delajo, ampak trendovsko pa niso doma, ne? Oni so v Ameriki nekje, kaj se vem, ne? In to je ena sama podoba, ki je lažna v bistvu, ki je fake. Ker najboljši glasbeniki tudi na celem svetu, no, so prišli ven, če si country, delaš to, ne? Če si raper, delaš to. Zdaj pride eden klele iz Ljubljane, klele, ki živi v eni vili, pa mi repa klele. No, hello. Ne? Rap, sama zvrst muzike, je pač izhaja iz tistih bolečih neighborhoodov, no? Tistih, ki so težko rastli gor, ki so se streljali, pobivali, ki ni bilo ljubezni, pa to. Oni pa prodajajo zdaj, zdaj pa za otroka repa, malo pa tako. Zanimivo. Mislite, Maja, recimo, da veliko ljudi se loteva show biznisa iz nekih napačnih razlogov. Pustimo, vidno dobro pojeta, ne? So ljudje pa, ker pač imamo zdaj veliko platform, kot so TikTok, Facebook, Instagram in podobno. In vsi so že tako neki influencerji, vsi želijo biti ljubljeni, sprejeti. Po mojem tudi v svojem okolju niso sprejeti in hočejo na socialnih omrežjih biti sprejeti oziroma se ven pokazati, da oni tudi to počnejo in oponašajo neke karakterje oziroma akterje. Tako da je pa tudi dost, jaz recimo sama pri sebi, jaz ko stopim na oder, jaz sem pač tudi iskrena, zdaj zadnji moj koncert si tudi bila, sem dala sebe na pladnjo, kako ne rečem. To sem jaz in to jaz želim tudi ljudem kazati. Nekateri se pa kot da bi dali neko masko oziroma pokazali nekoga, ki niso, ne, ostalim in pol, ko pa niso na odru, so pa čisto druga oseba. Ne, in tu je tudi veliko s to samopodobo in samozavestjo povezano. Ja, tvoja glasba se tudi sama, jaz sem dosti poslušal, se dograjuje, skozi nadgrajuje. Ne greš preveč levo, preveč desno, ostajaš v nekem svojem belivu. Sledim in hočem biti iskrena in na ta način. Veliko jih pa, jaz bom tudi pevka, jaz bom tudi pela. Zakaj? Zato, ker pač lahko. Ali pa bom igral v bendu, zato ker to privlači bebe. Jaz sem tako začel. Anita, mogoče zelo res konkretno, ko govorimo o teh socialnih omrežjih, fake stvarih, fake samopodobi, a je to res generalni problem mladih, zaradi tega je tudi veliko samomorov in podobno, in mogoče kakšna ideja, kako zdaj ti kot terapevtka, če imaš kakšno idejo, kako to rešiti? Vem, da sicer ne mogoče podati zdaj takole bi rešila, ampak me zanima tako strokovno mnenje. To je dejansko kuga današnjega časa, tale internet pa ta omrežja. In zdaj rešiti tega se ne da. Edino, kaj lahko res posameznik, starš naredi, je to, tako kot sem prej rekla, da imamo otroka pod nadzorom. Tudi vsi ti pametni telefoni se dajo tako naštimati, da se vidi vse, kaj otrok dela, ali da niti brez tebe ne more iti gor. Dokler so otroci do neke starostne meje, bom rekla 16-17 let, ni zvečer po 8 uri telefona. Ne vem, moji otroci so lahko o tem samo sanjali. 2 uri telefona na dan, to je bilo maksimum, in so bile besede, ja pa mami, pa kaka si, pa vsi lahko imajo, mene drugi ne brigajo, sem rekla, glej, me ne brigajo drugi. Jaz ne dovolim in to je to. In nismo imeli težav. Ni bilo, enostavno. Problem je staršev, ne? Ja, starši so tisti, ki puščajo. Pa nočem zdaj biti nesramna ali pa pljuvati zdaj po nekom, ampak dejansko je od mene odvisno, kako bo moj otrok zrastel. Saj pa to je moja vzgoja, moje delo. Odgovornost naša. Tako, ti si prvi role model. Res je, tako da starši so tudi tisti, ki morajo, ampak res morajo, če še niso, naj to storijo, da bojo tukaj neke meje začeli postavljati. Zdaj bom šla malo drugam, kar se tiče samozavesti, in sicer bom šla eno stopničko višje, pa zelo globoko, in pač vedno tabuji, teme, ki se zanimajo, seks, samopodoba, samozavest. Vsi smo tle odrasli ljudje in se lahko o tem pogovarjamo zelo iskreno. Zanima me, glede na to, da pač se vsi staramo, a ne, stvari začnejo viseti, stvari zelo sveta, pa je malo celulita, pa so strije, pa tako pač ni pri 20 telo ni tako, kot pri 40, pa pri 60 in tako dalje. Prvo vprašanje, a
ko govorimo pač o spolnosti. Ali pride eno obdobje, ko pa rečemo, moški pa ženske pač takrat ne morejo več seksati? Ne v mojem življenju, ampak verjetno. Moji prijatelji, nekateri imajo probleme že kar v zgodnji starosti, kaj bi rekel, ne, čist fizično. Ker moški imamo probleme generalno z testosteronom in raznimi stvarmi, ampak to se da na velik načinov rešiti. En način je, da imaš skozi seks, da nikoli ne nehaš. Moš pa imeti s tako osebo, ki ti nekaj pomeni. Sam gol seks, to smo delali, smo bili 15 let stari, zdaj 18 let stari. Takrat si seksu, zdaj se ljubiš. Zdaj jaz recimo ne sprejemam niti slučajno žensko kot objekt, in jo tudi nočem imeti, me ne zanima, ker mi nič ne da. Meni tisti gol seks je nepomemben in tako. Jaz imam rad kompleten package, pa tudi če kaj visi, ker ni pomemben. Ker to, kar visi, imate spet samo ve v glavi. Jaz vidim čisto lepoto v ženski, pa je lahko 60 let stara ali pa karkoli že, no, vse eno. Zdaj ne vem, Volk danes piha na dušo, zato ker je med tremi ženskami. To resno misli? Jaz to mislim. A misliš, da fejkam ali kaj? Ampak mi ženske pa imamo, ne vem, pač malo visi, malo je tako, lahko bi bilo tako, imamo mogoče imamo probleme. Moški se zaljubljamo v možgane, tisti ta pravi moški. Tisti, ki hoče sam seksati, hočejo videti joške pa ritke. Mogoče problem, ker tisti ta pravi moški že izumirajo. Je pa eno je seks, drugo pa je spolni odnos, ne? To sta dva različna pojma, ne? To sploh ni primerjave, ne? In tako kot je Wolf rekel, ne, spolni odnos je tisti, ki ga ti lahko imaš tudi, ko si še 80 let star, če je prava oseba, pa če je oseba tudi sama sebe neguje. Mi moramo negovati samega sebe, ker drugače ni nič. In ja, to je povezano s samopodobo. Važno je, ker imaš partnerja, tudi ti recimo si zdaj glih v teh letih, ker bo partner tudi počas imel, tako ali pa drugače se bo dogajalo, ne? V tebi je odvisno, kaj bo z njim, kako bo on sprejemal, kaj bo naredil. Pa tako in tako imamo pomagala, tako in tako vzune, če rabimo. Recimo jaz čas po čas čisto odkrito povem, vzamem mečken, ko hočem mečken dalje ljubiti. Mečken modrega? Eno daljšo seanso, ker če meni to paše, ampak si moraš pomagati, kaj se bomo zdaj pretvarjali, ne, da ni tako, ampak tako je. In gojenje tistega odnosa že v tej od 40 navzgor je tako pomemben. Najbolj mi grejo pa na živce ženske, ki se dobijo tako na 4-5 komadov, ne, pa jih poslušaš, ki si v gostilni. Koliko so nesrečni, so same. Ne. Zdaj imajo kontrolo, zdaj je to vse the best, nimam več, le grem ven, kadar hočem. Pa kaj je to zdaj? A je to življenje? To ni nobeno življenje. To je samo začasno. To je samo en kratek vse pa napenite po tem, da imate ta pravega tipa. Ampak ta pravega tipa narastejo na hruškah, pa tako, ne. Ga treba vzgojiti, ga moraš glih tako, kot mi damo, moraš nazaj dati. Se pravi, ne ga najti, ampak vzgojiti, dobro si povedal. Vzgojiti ga treba, ja kaj? Maja, ti si bila prej malo bolj, a ne, malo več te je bilo skupaj. A si imela kdaj probleme, veš, ko v posli, s to samozavestjo, joj, tle pa mi malo se miga, kaj, veš, pa tako? Ne, v tej smeri ne. Tukaj sem se imela rada, da ni bilo nekega, da bi se obremenjevala s tem, da me je preveč zdaj v posteli, ne. Zdaj konkretno pri Marku, mojemu partnerju, je pa rekel, ja, zdaj si shujšala, ne, zdaj pa nimaš več nič. In tako ne več hujšati, zato ker si mi ful všeč takšna, ne. In recimo jaz sama sebe sprejemam, joj, pa še moram kaj narediti, pa še moram kaj potelovati, zdaj rekel, nič prosim ne delaj, ker si super, ker te imam tako rad. A to zdaj, ko si ti pač postala raketa, ne, a misliš, da na njegovo slabo samopodobo pa samozavest vpliva? Tako, kaj je strah, da te bo izgubil? Mislim, da ne, ampak on že prej imel rad bolj obilne ženske, no, in se je zaljubil v mene, ker sem bila tudi bolj močnejša. Ja, so ljudje, ki to ljubijo. Ja, enim je to všeč. Več slabega. Vse me ima isto še rad, ne, ampak všeč mi je, da mi vse pove. Da imava tako odkrit odnos, da mi vse pove, kaj je okej, kaj ni okej, jaz tudi njemu, posebej v odnosu in sem to ful srečna, no, da sem našla tega partnerja. V igrivosti je ključno, da te dele telesa, ki pač misliš, da se lahko narediš nekaj igrivega z tega ven in v bistvu nekaj lepega nastane. Rekel, vsaj rit ti je ostala, no. No, in v takem odnosu obstaja tudi možnost, da imata še lep spolni odnos pri 80 letih. A veš, ko je ta komunikacija, ne, da se pogovarja.
ustvarjata med seboj. To je ključnega pomena. Kako sprejemati sebe po 40., 50., 60., 70., ko se telo spreminja v posteli? Kako sprejemati samega sebe? Zavedati se je treba, da pač so leta minljivost, da je tudi fizično telo minljivost. To je pač treba sprejeti. Vse dejansko človek začne umirati, ko se rodi. Tako rekoč, vsak dan sproti, ne živeti v nekem oblačku tam zgoraj, zdaj pa bom jaz tu večno. Pač to je tempo življenja, to je normalno in po tej poti gremo. In to so izzivi, ki nam prihajajo na pot ravno s tem namenom, da mi tudi rastemo, da dušno rastemo. Notranja rast, da sprejemamo samega sebe v tem kontekstu, pa podebatiramo s partnerjem, glej, zdaj pa to ni šlo, kaj če bi to spremenila, pa ono spremenila. To so ti kompromisi, dogovori, to je življenje. Ja, ko si skupaj rečeš, ta teden ne bo pila, ne? Ja, da bo boljše. Ampak generalno gre pa nazaj na to, ko smo prej govorili, da je enostavno ta problem, ali kakor vi pravite to, da je, ni problem. V bistvu je samo, da ženske zdaj imajo možnosti in grejo ven in se operirajo in vse to naredijo in mislijo, da so zdaj rešili svoj starostni problem. Ne, če bi moja punca prišla z ustnicami in našpikanimi, jaz sem dan. Jaz jo imam točno taka, ki je, z vsemi napakami, ki vi mislite, da so. Meni so te vse stvari ključne. In te vse zgodbe z operacijami so tako mim in samozavest še vedno ni. Jo ni in jo ne bo imela nikoli ne bo nič pomagati, če v glavi ne razčistiš. Super, za konec oddaje jaz se bom poslovila še z zadnjim vprašanjem in sicer večkrat se nam dogaja, da imamo partnerja, ki zbija našo samozavest, s dobro samopodobo in reče, ful si debela, daj malo shujši, malo preveč gub imaš, koliko imaš veliko rit, vse ti visi, ali pa obratno, imaš tle, namesto da imaš six-pack, imaš tle M-pack. Znep se ga takoj. Ja, da si mi z jezika vzel. Takoj. Glej, tam so vrata na svidenje. To ni partner. A je to njihova slaba samopodoba? Reflektira Tako. Da po nekom špukajo, nekoga v slabo luč dajejo v samopodobi, ker so oni čist ne samozavestni. Pa sigurni v ljubosumni, sebi. pa vse to. Vsak deluje iz sebe. In to, kar imaš v sebi, to boš tudi govoril, to boš tudi delal in za tem boš tudi stal. In s tem je meni oseba recimo vse povedala o sebi. Točno to. In samo rečem, Ste slišali, znepte se ga. To je to, brezkompromisno. To je bila oddaja o dobri samozavesti, še boljši samopodobi. Hvala mojim trem fantastičnim gostom, Maja, Anita in Wolf, ker smo razbili kar nekaj tabujev in prišli do nekaj zanimivih zaključkov. Vi, dragi moji, pa pridite, da se bomo videli pobliže v Optiko Clarus in da zaploskate tudi živo mojim gostom. Seveda tudi predlagajte teme oddaj ekskluzivno Skali na kali.afna.ekskluzivno.si. Se vidimo naslednjič. Adijo.